lahko rečemo, da se to ne zgodi vsak dan. Da je to tudi za nas vernike, za duhovnike dosti boleča stvar, ker na nek način izgubljamo dva nadškofa, ki sta bila nenazadnje v javnosti tudi priljubljena. Mnogim sta pomenila veliko, po drugi strani pa je s tem korakom zlasti Sveti sedež pokazal, da se mora cerkev tudi od znotraj prenavljati, da mora cerkev nekaj narediti. Glejte, vsi smo zmotljivi, vsak lahko naredi napako, vendar mora tudi neke posledice sprejeti, če naredi napako, in tudi pokazati, da mu je žal. Tudi če morda ni osebno odgovoren, če je objektivno odgovoren, tudi mora pokazati. V primeru cerkve pa je to toliko bolj nujno, ker, kakor je apostolski nuncij rekel, gre za podobo cerkve in škof je prvi, ki mora biti v službi cerkve in ustvarjati to pozitivno podobo cerkve. Kako komentirate odziv nadškofov? Bi morala mogoče prevzeti celotno odgovornost? Kako gledate na to? No, mislim, da sta zelo lepo odreagirala, da sta iskreno odreagirala. Lepo je, da sta prevzela odgovornost, da sta prosila še enkrat odpuščanja, da sta rekla, da jima je žal. Osebno mislim, da ne moreta prevzeti celotne odgovornosti, ker je tudi nihče od njiju celotne odgovornosti ni imel. Morda je kdo od njiju v kakšni potezi res bil kriv, sam osebno pa mislim, da gre tukaj bolj za objektivno odgovornost. Bila sta na čelu neke organizacije, v tem primeru nadškofije, in seveda zdaj morata prevzeti tudi odgovornost kot jo mora prevzeti tisti, ki je vodil neko organizacijo. Kar se je dogajalo in kar se dogaja, ni nekako v skladu z Božjo besedo, skoraj se zdi kot nek absurd. Kako je mogoče, da je prišlo do tega? Če bi vam jaz znal na to odgovoriti, bi bil zelo srečen. Ampak takole, glejte, te dni, ko me danes res veliko ljudi sprašuje, kako je lahko prišlo do tega, se mi zdi, da človeka, tukaj vidimo tudi to nemoč človeka bogastvo, oblast, slast, denar prevzame, da zgubi včasih zdravo razsodnost. In tudi človek, ki veruje, ni imun pred tem, nasprotno, je morda še bolj skušan v vseh teh stvareh. In da so se pač nekateri dali tako prevzeti vsemu temu in se je to zgodilo, zaradi katerega nam je res lahko vsem žal tudi zaradi tega, ker bodo nekateri ljudje nosili čisto materialne posledice tega in predvsem žal, ker ni bilo prav. Verjetno se strinjate, da to meče slabo luč na slovensko cerkev. Ali bo zdaj mogoče slabše, ali je to nek nov začetek, preporod? Torej, mislim, da na slovensko cerkev meče slabo luč afera, ki se je zgodila. To se pravi, da se je cerkev oziroma neki njeni določeni člani, da so se ukvarjali s tem, kar ni poslanstvo cerkve, kar ni poslanstvo duhovnika. S tem je cerkev nedvomno izgubila. Z današnjim dnem pa upam, da je cerkev pokazala, da je v sebi tako močna, da je sposobna tudi nekega notranjega očiščenja, da ima v sebi toliko varovalk, da je sposobna prevzeti odgovornost, tudi morda odgovornost tistih, ki niso za določene stvari odgovorni, so pa seveda objektivno odgovorni. In tako da upam, da bo to res, kot ste vi omenili, nek trenutek preporoda in novega začetka, čeprav izredno bolečega za cerkev v Sloveniji.